Mlada Slovenija, podmladek Nove Slovenije, že od samega začetka ostro nasprotuje poimenovanju ceste po diktatorju Josipu Brozu Titu. Podmladek Titovi cesti nasprotuje zato, ker menimo, da osebnost Josip Broz Tito razdvaja slovensko javnost, razdvaja Slovenke in Slovence. Zato so predlagatelji s poimenovanjem ceste po Titu naredili slovenski narod še bolj razdeljen. V podmladku Nove Slovenije si želimo, da bi bile v prihodnje ulice, ceste in trgi poimenovani po osebnostih, ki ne razdvajajo, ampak združujejo. Mlada Slovenija, podmladek Nove Slovenije, danes nadaljuje boj proti Titovi cesti v Ljubljani in boj proti razdeljenosti slovenskega naroda. Odločili smo se, da odlok o poimenovanju Titove ceste v Ljubljani podamo na Ustavno sodišče, ki bo ugotovilo, ali odlok skladen z Ustavo. Prepričani smo, da bo Ustavno sodišče zaščitilo manjšino, zaščitilo žrtve povojnih pobojev, kot tudi njihove svojce, ter vse tiste, ki so na kakršenkoli način trpeli pod diktaturo Josipa Broza Tita. Ljubljana Titove ceste nikakor ne sme imeti in verjamemo, da je tudi ne bo imela. Titova cesta v Ljubljani je sramota za celotno Slovenijo in tudi Evropska unija se zgraža na to nepremišljeno potezo ljubljanske mestne oblasti. Tako je Evropski parlament sprejel resolucijo o obsodbi vseh treh totalitarnih režimov, komunizma, fašizma in nacizma. S tem je obsodil tudi vodje teh režimov, tudi vodjo komunističnega režima v Jugoslaviji, Josipa Broza Tita. Tudi Evropska ljudska stranka, največja stranka v Evropskem parlamentu, je na svojem kongresu meseca decembra leta 2009 v Bonu sprejela resolucijo, v kateri obsoja poveličevanje komunizma v Sloveniji. V sami resoluciji je omenjena tudi Titova cesta v Ljubljani, ki jo Evropska ljudska stranka obsoja. Po to resolucijo so podpisane ugledne evropske osebnosti in voditelji različnih evropskih držav. Naprimer, nemška kanclerka Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, predsednik Evropskega parlamenta, predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso in še bi lahko naštevali. Titova cesta kot taka spominja na diktatorja Josipa Broza Tita. Prav Tito je sinonim za kršenje človekovih pravic in svoboščin, spominja na zapiranja, zatiranja, drugače mislečih, spominja na največjo morijo nad slovenskim narodom, spominja na povojne poboje, na tisoče izvensodno pobitih Slovenk in Slovencev. Prava resnica o Titu je odkritje zločinov v hudi jami. Ob gledanju na dokaze te morije se sprašujemo, kako so lahko predlagatelji Titove ceste popolnoma brez vesti in spoštovanja ter pietete do teh žrtev, ki so bili na tako krut način pobiti. Mar si res zaslužimo ohranjati spomin na takega zločinca, ki ima po navedbah nemškega časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung na vesti okrog 1 milijon ljudi? V podmladku Nove Slovenije smo namreč prepričani, da ne. Nikakor ne moremo samo zamahniti z roko, ko pa še danes živeče žrtve nasilja, ki ga je izvajal Josip Broz Tito, pričujejo o grozotah, ki jih je kot predsednik Jugoslavije počel. Po besedah Janeza Stanovnika je bil prav Tito tisti, ki je po vojni izdal ukaze za poboje na tisoče Slovenk in Slovencev, ki so bežali pred revolucionarnim komunističnim nasiljem. Zato je Tito v prvi vrsti zločinec, največji zločinec nad slovenskim narodom. In Ljubljana, kot glavno mesto, kot prestolnica Republike Slovenije, nikakor ne sme imeti ceste, ki bo nosila ime po človeku, ki je naredil iz Slovenije največje morišče in grobišče po drugi svetovni vojni. Diktator Tito je bil vodja trdega komunističnega sistema v Jugoslaviji, ki je sistematično zatiral drugače misleče in ni dopustil svobode ter demokracije. Slovenija mora zato ta sistem obsoditi. Žal smo pri tem zapravili že vrsto priložnosti. Zadnjo lani, ko Državni zbor ni sprejel resolucije Evropskega parlamenta, ki obsoja vse 3 totalitarne režime, tako nacizem, fašizem kot tudi komunizem.
Spoštovani, kot že rečeno, bo podmladek Nove Slovenije danes vložil pobudo za oceno ustavnosti odloka o Titovi cesti v Ljubljani. Podpisniki pobude so Lidija Drobnič, ki je bila ena izmed žrtev sistema, ki ga je vodil prav diktator Tito, potem oba mestna svetnika Nove Slovenije v Ljubljanskem mestnem svetu, in sicer Franc Slak ter Ignac Polajnar, ter moja malenkost. Dejstva so na naši strani. Zato verjamemo, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, da Titova cesta ne spada v Ljubljano. Vkolikor bo takšna ugotovitev Ustavnega sodišča, potem se mora v skladu s to ugotovitvijo tudi odstraniti vse Titove ceste in trge širom po Sloveniji.